Pozdravljeni! V Ormožu je vse nared za martinovanje. A kljub temu najudarnejši dogodek minuli dni v Ormožu ostaja, vsaj za ljubitelje rokometa, rokometna tekma 8. kroga NLB lige med Jeruzalem Ormožem in mariborskim Branikom. Veselje je bilo toliko večje, ker so Ormožani zasluženo zmagali, pa tudi zaradi 25-letnice navijaške skupine Ormožani. Tako da današnjo oddajo začenjamo z rokometom. Sosedski derbi in praznovanje 25-letnice obstoja navijaške skupine Ormožani je na Hard Egg privabil več kot 500 ljubiteljev rokometa, ki so lahko uživali v izjemni kulisi. Pred prvim sodniškim piskom so prisotni v dvorani namenili minuto molka nedavno preminulemu Vladu Ivanuši Čokotu, dolgoletnemu navijaču in zvestemu sodelavcu v ormoškem rokometnem klubu, ki je v teku let postal nepogrešljiv ob priložnostih, ko pa je rokometaše ali njihove navijače bilo potrebno nahraniti. Prijatelj moj, zdaj spil bom zate, domače žganje ostrega, saj nocoj si me zapustil, brez slovesa samega. Prijatelj moj, majolko zate, na dušek z vincem štrihano, opojnost me naj prevzame, vo mamno san spominati. Nocoj, prijatelj, praznina siva, v rokah kupico sem zdrobil, majolka v steni je končala v črepinjah moje srce. Nocoj, prijatelj, praznina siva, v rokah kupico sem zdrobil, majolka v steni je končala v črepinjah moje srce. Prijatelj moj, ta roža zate, lepa roža cvite rdeč, solzami bom jo zalival, vsaka solza najin svet. Nocoj, prijatelj, praznina siva, v rokah kupico sem zdrobil, majolka v steni je končala v črepinjah moje srce. Potem se je začela nepozabna tekma, ki je navdušila. V prvih 10 minutah so goli padali poredkoma, saj sta obrambi obeh ekip delovali odlično in izid je bil izenačen 3-3. V naslednjih 10 minutah bi lahko rekli, je padla odločitev o zmagovalcu. Gostitelji so nadaljevali odlično v obrambi, kjer sta blestela mladinska reprezentanta Dominik Ozmec in Miha Kavčič. Stekla je tudi igra v napadu in Jeruzalemu je uspel delni izid s 7-1 in prevzem vodstva s kar 6 goli prednosti, 10-4. V 25. minuti so v znak svoje obletnice domači navijači naredili čez celo dvorano prelepo koreografijo in še dodatno motivirali navijače k še boljšemu navijanju. V zaključku prvega polčasa so Ormožani zamudili izjemno priložnost, da odidejo na odmor z visoko prednostjo 6 golov.
Vratar Maribora Tilen Leben je zaustavil strel Kavčiča v proti napadu in gostom je uspelo v zadnjih trenutkih prvega polčasa preko Tadeja Soka iztržiti 7-metrovko, katero je uspešno realiziral tokrat z naskokom najboljši igralec Maribora in bivši igralec Jeruzalema Gregor Ucvirk. Polčas 13-9. Prav Ucvirk je bil tisti, ki je zadel v 41. minuti in svojo novo ekipo peljal do najmanjšega zaostanka v drugem polčasu 16-14. Prednost Jeruzalema je v drugem delu tekme nihala med 2 in 6 goli prednosti. Na krilih fantastične domače publike je Jure Kocbek v 53. minuti zadel za +6, 23-17 in zmagovalec je bil odločen. Mariboru je v zaključku uspelo zmanjšati poraz in po koncu tekme športno čestitati nasprotniku, ki je tokrat bil enostavno boljši in se je zasluženo veselil zmage, ki ohranja tudi upanje na uvrstitev v ligo za prvaka. Kaj naj rečem, nismo se držali tega, kar smo se dogovorili. Obramba je še bila mogoče koliko toliko, medtem ko napad pa spet katastrofalen. Prvi polčas 8 golov je absolutno premalo. Glavnem, s takim napadom ne moreš premagati enega Ormoža, še posebej pa ne tukaj na Hardeku. Ekipa Jeruzalema je danes odigrala spet levi na Hardeku, Miške v gosteh. Ja, vsekakor, to se je tudi pričakovalo, ampak vseeno, ne vem, se mi zdi, da so igrali odlično, seveda v obrambi predvsem tudi, ampak se mi zdi, da so vseeno nas tehnične napake pokopale, kar pa je posledica dobre igre Jeruzalema v obrambi, seveda. Kakšna je atmosfera? Je tu lepo igrati ali pod pritiskom? Tu je najlepše igrati, mislim, tisti, ki to delajo, pač se ne razumejo sploh verjetno v šport in v bistvu sploh ne vejo, za kaj gre očitno. Tu je vzdušje najboljše, smo imeli že ogromno gostovanj letos in tukaj je bilo z naskokom najlepše igrati. Bojan, debatiramo to zdaj že en čas, na Hardeku levi, v gosteh Miši, danes spet levi. Ja, res, jaz ne vem, zakaj je to tako, jaz upam, da bomo to čim prej popravili. Ampak po eni strani hvala Bogu, da smo vsaj doma levi. Konec koncev smo nekaj točk tudi nabrali, tudi od zunaj smo zmagali slabo igro Šmartnem, ampak tako sem rekel, jaz upam, da čim prej popravimo to igro v gosteh, ampak jaz mislim, da bo dosti časa še za to. Danes je treba proslaviti to zmago, ker smo si jo res zaslužili, res smo dobro igrali. Hvala navijačem za spet eno vrhunsko podporo, brez njih ne bi šlo. Tako sem rekel, zdaj gremo pa proslaviti, ne? Ja, preden pa proslavimo pa še vseeno beseda dve o današnjem vzdušju. Ormož je marsikomu trn v peti, ampak takšnega vzdušja verjamem, da bi si vse ekipe želele v prvi A slovenske rokometne ligi. Definitivno. Zdaj, ko ni več Izole, potem takem tudi Riverov ni več, jaz mislim, da je to edina prava, v narekovajih, navijaška skupina. Danes ste lahko sami videli, to je perfektno igrati. Jaz mislim, da za take tekme se trenira, za take tekme se gara na treningih. Hvala Bogu smo in mi danes vrnili z eno res borbeno igro. Zaslužili so si po naši slabi igri v Novem mesecu, so si navijači zaslužili eno našo borbeno predstavo. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspeli in te 2 točke posvečam navijačem za njihov 25 let obstoja. Zdaj pa je zadnji čas, da tudi v gosteh postanemo levi. Ja, jaz upam, da bo ta tekma dala nek novi zalet ekipe. Mislim, da smo danes res, kjerkoli stopili na parket, je odigral fantastično. Tako da mislim, da na tej tekmi lahko gradimo in gremo mirno v Škofjo Loko. Skozi celotno tekmo smo nadzirali potek rezultata. Ja, res je, tam v sredini drugega, mislim prvega polčasa smo naredili tiste 3-4 gole razlike, lahko bi šli na polčas že z večjo razliko, ampak mislim, da smo kontrolirali celo tekmo in rutinirano tekmo pripeljali do konca. Na koncu smo se vsi strinjali, da takšnega vzdušja kot pa je v Ormožu na Hardeku je težko ustvariti kjerkoli v Sloveniji. Čeprav nam marsikdo ne odobrava tega, ampak to je navijanje, to je rokomet in to je prav vzdušje, to je Ormož. Ja, jaz mislim, da bi se potem lahko vsi navijači v Sloveniji
učili od naših navijačev. Mislim, da imamo daleč z naskokom najboljše navijače in upam, da bodo nas, tako kot so nas tih 25 let podpirali še naprej. Po drugih dvoranah Slovenije je dobesedno žalost oziroma pogreb, kako rečejo naši navijači. Tu pa mislim, da smo danes Mariboru pokazali najprej lekcijo z rokometa, potem pa tudi z navijanja naši navijači. Še nekaj podatkov za ljubitelje statistike. Pri domačih je vratar Tomislav Balen zbral 13 obramb. Na drugi strani sta vratarja Maribora Marin Đurica in pa Tilen Leben zbrala skupaj 12 obramb. Pri domačih prvi strelec kapetan Bojan Čudič, ki je dosegel 10 zadetkov. 4-krat je mrežo nasprotnika zatresel Rok Žuran. Pri ekipi Maribora najboljši strelec s 7 goli Gregor Ocvirk. 4 zadetke je dodal Tadej Sok. Jeruzalem Ormož, Maribor Branik 24-21, polčas 13-9. Zdaj sta pred Ormožani dve pomembni gostovanji, v Škofji Loki in Ribnici. Cilj je osvojitev vsaj 2 točk. Po tekmi je v šotoru potekalo še druženje v 25-letnici navijaške skupine Ormožani. To je zaradi zmage domačih rokometašev bilo še toliko bučnejše. Sicer pa so piko na i krasnemu dogodku dodali člani orkestra Selotejp, ki so množico zbranih navduševali z navijaškimi pesmimi rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Več iz športnih krogov pa na koncu oddaje. Sedaj se selimo na tiskovno konferenco, ki so jo pripravili organizatorji martinovanja v Ormožu. Tako kot vsa leta nazaj so tudi letos moči združili Občina Ormož, Javni zavod za turizem, kulturo in šport, Prostovoljno gasilsko društvo Ormož in ostale institucije ter društva v občini. Tako je pred nami že 25. martinovanje, za katerega občina Ormož vsako leto nameni izdatna sredstva. Nekaj več kot 27 000 evrov bo stalo dvodnevno martinovanje, ki ga v Ormožu štejemo za najmnožičnejše in najpestrejše dogajanje v letu. Organizatorji pa se potrudijo, da ima martinovanje tudi kulturni pridih. V tem smislu letos izstopata 2 dogodka. Prvo je to, da bomo ob martinovanju, ob razstavi dobrot kmečkih žena, odkrili tudi doprsni kip naši domačinke Erne Meško, ki je bila rojena leta 1911. Ob 100-letnici rojstva tega nismo naredili. Od smrti je sicer minilo še malo časa, umrla je leta 1999, ampak se nam je zdelo prav, da ji pridružimo v aleji pomembne ormoški mož tudi eno izmed žena, predvsem zato, ker je bila preprosta kmečka žena, žena, ki je posvetila ves svoj čas svoje družine, ob tem pa našla tudi veliko časa za posredovanje znanja drugim, se pravi za izobraževanje drugih kmečkih žena in se tudi angažirala na političnem področju, saj si je zelo prizadevala za boljši socialni položaj kmetijskega stanu v tistem svojem času. Torej toliko zdaj, na kratko, seveda bo ob tej otvoritvi doprsnega kipa
kip je izdelal akademski kipar Mirko Bratoša, Prlek, domačin, doma iz Negove. Bo več potem povedano ob sami otvoritvi ali pa če bo tudi kakšno vprašanje v nadaljevanju. In druga zadeva, vesel sem, da so likovniki posvetili letošnjo likovno kolonijo velikemu vinogradniku slovenske domovine, jaz celo trdim, da največjemu, to je gospodu Stanko Čorino, ki je letos preminil in je zaslužen za prepoznavnost tega dela Slovenije, kar se tiče vinogradništva in pa vinarstva. Prepričan sem, da če bi ne živel tako na obrobju Slovenije, kot smo mi, če bi bil rojen vsaj v osrednji Sloveniji, če že ne na Primorskem, da bi mu tudi celotna Slovenija dala večjo vlogo, kot se mu je to zgodilo. Sedaj pa je seveda na nas, da poskušamo gospoda Stanka Čorina narediti še bolj prepoznavnega, kot je bil za časa svojega življenja. Tako da ta kolonija je nek začetek, jaz verjamem, da se bo tudi na tem nadaljevalo in da bomo v nekem trenutku tudi prišli do tega, kar si vsi želimo, to pa je, da bi imeli neko spominsko sobo, ki bi bila v košarkini hiši na Pogu, ki bi bila v celoti posvečena vinogradniškemu delu in pa liku Stanka Čorina. Praznovanje svetega Martina ni samo del tega bogatega etnološkega izročila, ampak na nek način ima širši pomen. Vinogradniki se veselijo polnih kleti, pridelka, gospodinje skrbijo za polne mize dobrot, marsikje se sliši vesela pesem, plesalci pa spet nabrusijo pete in se ob tej priložnosti veselo zavrtijo. In v takem duhu organizatorji pripravljamo tudi letošnjo jubilejno praznovanje, s tem, da smo zraven, kot smo slišali, vključili tudi nekaj drugih dogodkov, ki bodo še dodatno popestrili dogajanje. Je uvodoma povedala magistrica Karmen Štumberger. Tako bodo letošnje martinovanje zaznamovale 3 razstave. Prva bo v avli občinske zgradbe, ki jo pripravlja družba Safilo na temo Fascinanten svet očal. Druga bo razstava pridnih rok, ki bo v prostorih nekdanje blagovnice Tima. In tretja v grajski pristavi, kjer bodo razstavljena dela letošnje likovno-literarne kolonije na Maleku. Sicer pa tudi letošnje martinovanje prinaša festival vin, slavnostno razglasitev zmagovalcev na ocenjevanju vin za najšpricar in mladih vin ter najboljših potic, ki jih je komisija ocenila v četrtek. Čaka nas tudi šaljivi prikaz vinogradniških običajev, delavnice za otroke, okroglo mizo na temo vinogradništvo priložnost za mlade, ki jo pripravlja Ljudska univerza oziroma Mladinski center. Celodnevne nastope ljudskih pevcev in godcev po mestu, Martinov sejem, veliko ormoško tržnico, vodene oglede po Ormožu in okolici, ter 15. Martinov pohod, ki ga tradicionalno organizira planinsko društvo Max Meško Ormož. Ter seveda v soboto kuhanje prleškega piskra. Dogajanje bo, čeprav je v programu napisano na Kerenčičevem trgu, bo pred grajsko pristavo, to bo šotor, tako da bo izvedljivo v vsakem primeru. Sprememba od lanskega leta je, da se ne bo kuhala ta tačovica oziroma tačova župa, kuhali bomo štajersko kislo juho oziroma tako, kot si vsaka skupina zamisli, osnova bo svinjsko meso, potem pa z raznimi dodatki, odvisno od vsake skupine posebej. Trenutno imamo prijavljenih 10 ekip, tako da mislim, da bodo končne skuhane jedi zelo različne, za vsakega nekaj, tako da vabljeni, da pridete, spodbujate tekmovalce in pa tudi, da na koncu poskusite te skuhane župe oziroma jedi iz prleškega piskra. Za celodnevno gostinsko ponudbo in zabavo v teku obeh dnevov in večerov v Martinovem šotoru bodo poskrbeli gasilci prostovoljnega gasilskega društva Ormož. Glede na lanskoletne odzive za realizacijo dnevnega in nočnega dogajanja v prireditvenem šotoru smo se tudi letos odločili in se prijavili na razpis, kjer smo bili tudi izbrani. Tako kot že v minulem letu, v petek in v soboto v samem šotoru in okolico ne bo manjkalo dogajanj.
Namreč že od 10. ure naprej bomo poskrbeli za ponudbo hrane in pijače v obliki malic, v soboto tudi v obliki kosil. Čez dan se bo odvijalo tudi marsikaj od same predstavitve lokalnih ponudnikov, potem tudi do predstavitve nekaterih mladih glasbenih nadarjenih talentov z tega področja, tudi izkušeni ansambli se bodo predstavili. No, večer ob 21. uri pa bomo v petek poskrbeli za koncert, in sicer najprej skupina Mambo Kings, potem pa še skupina Drugo Dugmet. To bo trajalo vse do 3. ure zjutraj. Odločili smo se za vstopnino. Vstopnine, tako kot v lanskem letu, bodo tudi letos minimalne za oba dva večera. No, potem pa v soboto pa se prav tako ob 10. uri oziroma ob 11. uri začne ponudba dobrot, malic in pa kosil. Skladno z tem praznikom bomo ponudili za kosilo tudi dobrote, ki sovpadajo z tem časom, pomeni gos oziroma pečena raca, mlince, zelje in pa seveda juha. Za tisti, ki pa si želijo kaj na žlico, pa bo dostopen tudi kak golaž ali pa še kaj drugega. V večernem času od 20. ure naprej se začne zabava najprej z Dejanom Vunjakom in pa Brendijevimi barabami. Kot dodatna skupina pa bo nastopil še naš lokalni ansambl, ansambl Opoj, ki so že v lanskem letu bili zelo pozitivno sprejeti, tako da pričakujem, da dobrega vzdušja ne bo manjkalo. Gotovo bo vsega oziroma za vsakega nekaj. V okviru martinovanja pa bo v športni dvorani na Hardeku tudi letos potekalo tekmovanje godb v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla. Prične se skupnim nastopom sodelujočih godb na Kerenčičevem trgu, nadaljuje pa se potem s tekmovalnimi nastopi. Na tekmovanju bomo lahko slišali 10 slovenskih godb, ki bodo nastopile v 3 kategorijah. Kategorije pa se navezujejo na število nastopajočih godbenic in pa godbenikov. Zaradi velikega števila sodelujočih gre za nekaj manj kot 500 glasbenikov, pa smo se tudi letos odločili, da skupne koračnice izvedemo v 2 delih, in sicer prvi del ob 10. uri na Kerenčičevem trgu. Na njem bodo sodelovali pihalni orkester Ormož, glasbene šole Ormož in pa ormoške mažorete, potem pihalna godba prostovoljnega gasilskega društva Lovrenc na Pohorju, godbena pihala Središča ob Dravi in pa pihalni orkester občine Šentilj Paloma. Ob 12. uri pa drugi del skupnih koračnic, prav tako na Kerenčičevem trgu. Na njem pa se bodo predstavili društvo Pihalni orkester Sveti Anton, mestni pihalni orkester Škofja Loka, kulturno društvo Pihalni orkester Izola, kulturno društvo Mengeška godba, pihalni orkester kulturnega društva Ivan Kavčič Ljutomer in pa gasilski pihalni orkester Loče. V primeru slabega vremena bodo skupne koračnice v prireditvenem šotoru, kjer pa bo popoldne ob 17. uri tudi razglasitev rezultatov tekmovanja godb. V nadaljevanju je Hinka Hržič iz svetovalne službe Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj-Ormož predstavila potek ocenjevanja potic in razstavo pridnih rok, ki bo letos posvečena prazničnim pogrinkom. Petra Antolin, predsednica Turističnega društva Podgorci, je predstavila potek ocenjevanja vin za najšpricar in mladih vin ter slovesno razglasitev rezultatov, ki bo v petek ob 16. uri v Grajski pristavi. Viki Ivanuša, direktorica Ljudske univerze Ormož, pa je na koncu povabila še na okroglo mizo na temo Vinogradništvo priložnost za mlade, ki bo v petek ob 9:30 potekala v prostorih Mladinskega centra. Izpostaviti velja tudi orgelski koncert in Martinovo večerjo, ki bo v petek ob 20. uri potekala v hramu Šipona na Kogu. Možnost vožnje s turističnim vlakcem po Ormožu, možnost ogleda železničarskega muzeja na stanici v Osluševcih in gotovo martinovanje oziroma tradicionalno srečanje z Martinom, ki bo pred Sokolano v Središču ob Dravi in ga pripravlja tamkajšnje turistično društvo.
Lokalna akcijska skupina upravne enote Ormož je morala preklicati drugi javni poziv Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S podobnimi težavami, ne ravno spodbudnimi težavami, se soočajo vse slovenske lokalne akcijske skupine. Lokalna akcijska skupina upravne enote Ormož je preklicala drugi javni poziv Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Kot je pojasnil direktor javne razvojne agencije Zlatko Zadravec, morajo namreč svoje finančne okvirje uskladiti z državnimi. Problem pa je, da so v Ormoški las porabo sredstev iz kmetijskega in regionalnega sklada predvideli že v letu 2017. Drugi javni poziv za izbor operacij, ki bodo sofinancirane iz kmetijskega sklada, je bil razpisan od 1.9.2017 z zapadlostjo 15.11.2017. V začetku meseca oktobra smo dobili dopis strani Ministrstva za kmetijstvo, da je potrebno finančni okvir usklajevati z načrtom razvojnih programov države, kajti v tem času je vlada tudi pripravila proračun za leti 2018 in 2019. Tako da vsi lasi so zavezani, da svoje zahtevke za sofinanciranje operacij tako iz kmetijskega sklada, kakor iz regionalnega sklada usklajujejo z okvirji, ki so v državnem proračunu za leto 2018 in 2019. Ta dopis nas je nekoliko presenetil, kajti nikjer ni bilo v tem dopisu definirano, kaj je z sredstvi iz leta 2017. Mi smo namreč v začetku leta 2017 zaključili že razpis iz kmetijskega sklada, iz katerega smo razdelili že 63% vseh razpoložljivih sredstev. No, kasneje, nekaj mesecev kasneje, smo imeli tudi razpis iz regionalnega sklada in tudi razdelili že 48% razpoložljivega finančnega okvirja. Te operacije čakajo v Ljubljani na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in na Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo na potrditev že skoraj pol leta. Torej, dolgo potrjevanje operacij je en akutni problem vseh slovenskih lasov in vsi predsedniki slovenskih lasov so napisali eno pismo obema ministroma, ki sta upravljalca skladov, torej kmetijskemu ministru in ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, v katerem so opozorili med drugim tudi na problem zelo počasnega potrjevanja operacij. Glede na to, da do danes nimamo nobenih rezultatov, torej nobenega sklepa, bodisi za zavrnitev, bodisi za potrditev operacije ali pa za dopolnitev, in glede na to, da nam ni jasno, ali nam bodo omogočili prenos sredstev, ki jih smo planirali za porabo že v letu 2017, pa zaradi poznega potrjevanja operacij nažalost do tega ne bo moglo priti, smo se odločili in predložili upravnemu odboru, da začasno prekličemo drugi javni poziv za izbor operacij, ki bodo sofinancirane iz kmetijskega sklada, in ta poziv bomo objavili tedaj, ko bomo imeli rezultate, ko bomo videli, koliko teh operacij je dejansko potrjenih in ko bo tudi se izkristaliziralo, ali nam bo omogočen prenos sredstev iz leta 2017 v porabo v leto 2018 in leto 2020. Torej, ta sredstva niso izgubljena, kajti sredstva pripadajo samo las upravne enote Ormož, je pa samo stvar časovne dinamike. Ormoška las na potrditev operacij kmetijskega sklada čaka že 5 mesecev, za operacije regionalnega sklada pa 4, kar seveda v smislu razvoja podeželja ni ravno vzpodbuda. Kakorkoli, dali so vse od sebe in postorili vse, kar je v njihovi moči. Je pa država tista, ki zainteresiranim kroji usodo.
Kot je znano, je 36 članov ormoške zadruge Kooperativa Kristal, ki so jo lani ustanovili predstavniki Združenja pridelovalcev sladkorne pese, letos sladkorno peso zasadilo 75 hektarjev svojih polj. Med tem je tudi podjetje Jeruzalem Sad Ormož. Pridružili smo se jim pri spravilu pese konec oktobra. Podjetje Jeruzalem Sad je tako eno izmed članov, ki so po 10 letih med pridelki na svojih njivah posejali sladkorno peso. Na naših poljih smo letos posejali 2 hektarja 30 sladkorne pese, tako da dejansko to je začetek, upamo, da bo uspelo. Zdaj enkrat kaže, da je pesa dobra, malenkost je nagajala letos to temperature, tako da je različna, malo tudi drobne zmes, ampak kaže na kar dober pridelek. V podjetju Jeruzalem Sad je spravilo sladkorne pese potekalo konec oktobra. V bistvu so kar čakali nekaj časa na ugodne vremenske razmere. Danes spravilo poteka dobro, prejšnji teden so bile malo padavine, je bilo malo slabše spravilo, danes pa že ugodno, tako da lepo poteka. Tudi ostali poljedelci so za spravilo pese izkoristili minule sončne dni. Že 2 tedna pridelek spravljajo na deponije, kjer morajo peso v skladu s pogodbo očistiti. Medtem ko so v petek tovornjaki hrvaškega podjetja Viro že začeli odvoz v Virovitico. Predsednik zadruge Kooperativa Kristal in obenem predsednik Združenja pridelovalcev sladkorne pese Miroslav Kosi je povedal, da so z letošnjo letino lahko zadovoljni. V povprečju je pridelek znašal okoli 60 ton na hektar, kar pomeni okoli 4500 ton sladkorne pese. Zasejane pese je bilo 76 hektarjev, približno nekaj manj, da je trebalo pobrati. Nekaj je bilo pač tehničnih problemov, ali kot spremlja predelava vsake kulture, da nekaj propade, tako da par hektarjev manj, ampak jaz računam na malo nekaj več kot 70 hektarjev. Pese pa bo šlo za slovenskih polj. Koliko boste zaslužili? To bomo seveda objavili, ko bomo naredili temeljite študije, da temu tako rečem, ko bomo objavili tudi strošek, ko bomo tudi vključili tiste površine in to razliko seveda tudi prikazali tistih polj, ki so bile tudi namakane v tem stresnem obdobju, kako je pesa odreagirala, ali je to bila dodana vrednost ostalim, ki tega nismo imeli možnosti. In potem bomo seveda nekje po obračunu, ki bomo ga dobili iz tovarne, malo bolj natančno povedali. Naslednje leto pa bo odvisno dejansko od rezultata tega leta. Tako da na koncu bomo videli potegnili dejansko, koliko smo vložili, koliko smo dobili in bomo videli, kakšna bo računica. Letos je tako po desetletju, kar smo pridelovali sladkorno peso v Sloveniji, bilo poskusno obdobje. Gotovo je, da se kmetovalci dobro zavedajo, kako pomembna je za kolobar. Če bo tudi donosna poljščina, pa bo pokazal čas. Kajti vse tu nekako zavezuje tudi nas, da združimo to energijo, ki spremlja pridelavo sladkorne pese, kako tudi ostalega poljedelskega spektra kultur. In jaz mislim, da bomo skupaj močnejši in jaz mislim tudi uspešnejši, posledično izboljšali tudi ta ekonomski položaj poljedelca kot takega, kajti danes vsi dobro vemo, da smo praktično postali v glavnem surovinci, da se vse te poljščine nalagajo na kamione in izvažajo v predelovalno industrijo nekam v tujino ali pa tudi v predelovalne živilske obrate Slovenije, ki so v lasti tujcev. Tako da to je ena od takih stvari in mi smo v tej zgodbi naši v letošnjem letu tudi uspeli z tovarno Viro se dogovoriti, da pomagamo tudi tem prizadetim živinoredcem, ki so letos utrpeli sušo na travnikih, da bomo imeli možnost tudi seveda kompenzirati oziroma kupiti sveže pesne rezance, ki bi lahko nadomestili izpad voluminozne krme, tako da to ne bo tista, kot sem prej omenil, klasična izvozna surovina, ampak bomo lahko nazaj tudi v zameno za peso seveda tudi dobili pesne rezance
ali pa tudi melaso in podobne produkte, ki jih enostavno pri pridelavi sladkorne pese da pesa in enostavno to se da izkoristiti. V kooperativi Kristal pričakujejo, da bodo kmetje zadovoljni in bodo pripravljeni za prihodnje sodelovanje. Hrvaška tovarna sladkorja namreč kaže velik interes za sodelovanje. Zadruga kooperativa Kristal se je z njimi tudi dogovorila, da bodo nekaj sladkorja zapakirali v tako imenovane slovenske vrečke. Med prijetnimi dogodki v minulih dneh je bila tudi slovesnost ob položitvi temeljnega kamna za gradnjo tribun in klubskih prostorov ob nogometnem stadionu v Ormožu. Objekt bo zgrajen prihodnje leto. Nogomet ima v Ormožu zelo dolgo tradicijo. Skozi desetletja je ormoškim športnikom predstavljal in še predstavlja odlično izhodišče tako za rekreacijo kot vzpodbudo razvoju športnega življenja v domačem kraju. Vsake pridobitve pa se tako kot vsi športniki tudi ormoški nogometaši razveselijo. Tako je začetek gradnje tribun in slačilnic bil velik dogodek. Tudi zato, ker si nogometaši zanj prizadevajo že več kot desetletje. Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik nogometnega kluba Ormož Zlatko Klemenčič. S tem, ko se je začela izgradnja težko pričakovanih klubskih prostorov s parkiriščem, so se nam uresničile želje, za katere smo si prizadevali že vrsto let. Novi klubski prostori so še kako potrebni, predvsem zaradi vseh mladih nogometašev, kateri se vsak dan udeležujejo treningov in zraven dobrih igrišč potrebujejo tudi slačilnice, da se lahko v miru pripravijo na trening in po treningu stuširajo, kar do sedaj zaradi gneče včasih niti ni bilo mogoče. Potem, ko smo zgradili novo pomožno nogometno igrišče, smo pogoje za treninge dvignili na višjo raven. Z novimi klubskimi prostori pa bomo to še nadgradili. Z izgradnjo novih klubskih prostorov bo zadoščeno vsem našim potrebam po odlični pogoji za delo z mladimi nogometaši, kar nam bo omogočilo dovolj dober lasten kader in s tem tudi možnosti igranja višjih tekmovalnih liga pri vseh selekcijah. Z izgradnjo tribun pa upam, da bomo našim zvestim obiskovalcem nogometnih tekem zagotovili dovolj udobja, da bodo še naprej lahko uživali v gledanju nogometa. Verjamem, da bodo tudi novi parkirni prostori rešili marsikatero težavo pri iskanju prostega parkirnega prostora, predvsem o povečanem obisku ob različnih dogodkih v bližini nogometnega igrišča. Verjamemo, da bomo z novimi klubskimi prostori in o primerni pomoči ormoškega in širšega gospodarstva kvaliteto nogometa dvignili na nivo, katerega vsi skupaj želimo. To pa je nastopanje vsaj v 3. slovenski nogometni ligi, katera bo zaradi reorganizacije 3. lig še kako močna, s tem pa mesto Ormož predstavili tudi širši javnosti, kar si mesto Ormož konec koncev tudi zasluži. Upam in verjamem, da smo v Ormožu sposobni stopiti skupaj in pokazati vsem ostalim, da nas majhni nesporazumi in različni pogledi na naše želje ne morejo ločiti, pač pa nas delajo še močnejše v naši prizadevanji za boljši jutri ormoškega športa. Prva dela na gradbišču že potekajo. Objekt, ki bo zgrajen na ključ, bo dokončan prihodnje leto, konec julija. Dolg je 50 metrov in širok 7,5 metrov. Imel bo 350 kvadratnih metrov uporabnih površin. Predstavlja pa tribuno s 364 sedeži, ki bo imela možnost nadgradnje, ter 4 garderobe, klubske prostore, prostor za sodnike, prostor za delegate, masažno sobo, sobo za prvo pomoč, pralnico, kurilnico, garažo in skladiščni prostor. Ta zadeva tukaj zgrajena, se boste seveda nogometaši izognili temu, kar imate danes. Danes hodite preko atletskega stadiona, kar mi pogosto ni všeč, ampak je občina nekako to dovolila. Hodite tudi preko te ceste do sem na treninge. V preteklosti smo skupnimi močmi naredili to pomožno igrišče, ga tudi za silo razsvetlili, tako da lahko tudi v mraku trenirate. Tiste prostore, ki bodo tam ostali za vami, pa smo že večkrat rekli, da bomo dali
v uporabo atletskemu klubu. To pomeni, da bodo ustvarjeni tudi pogoji za ormoško atletiko. Če bomo kdaj imeli kakšnega vidnega atleta, kakšne discipline, bomo seveda v Ormožu zelo veseli. Trenutno so zelo visoko naši strelce. Občina si prizadeva tudi, da bi prišla do prostorov v Mestni Grabi, ki so danes v lasti rokometnega kluba. Največ, ko bomo dogradili ta prizidek k športni dvorani, ki se ravno tako v tem trenutku gradi in je že tudi precej, so dela precej napredovala, potem bi ustvarili neke pogoje, da bi tudi ta kompleks v športni Mestni Grabi, kot temu rečemo, dejansko postal to, kar piše tukaj na tej tabli, športni park Ormož. Z vsem potrebnim. Tudi, če se tu gibate, lahko vidite, da smo letos preplastili igrišče, zgradili tudi, popravili igrišče za košarko, z to umetno maso, tartanom, ali kako se pač to imenuje. Tako da, kolikor pač moramo, hočemo narediti dobre pogoje za šport, škoda, da občine ne morejo ustvarjati taki pogojev tudi za gospodarstvo, ker gospodarstvo mora samo priti, vlagati, če bi občine imele več manevrskega prostora na tem segmentu gospodarstva, bi verjetno tudi več kaj nastalo. Tako pa imamo v tem trenutku občine, kar se tega tiče, precej zvezane roke. Pri nas namreč ni možno parcele dati brezplačno za pozidavo ali kaj podobnega. In morda povem še to in s tem bom zaključil, da bi ta projekt se začel prej izvajati. Gospod Vogrinec mi je povedal, da bodo sedaj tu prišli narejeni točkovni temelji in potem pride gor montažna betonska konstrukcija in potem pozidava znotraj, tako kot se pač to danes zida. Mi bi dejansko prej začeli s projektom, pa smo dolgo časa čakali na izid razpisa Fundacije za šport. Žal smo tam bili neuspešni, nimamo neke moči prave v Ljubljani, da bi lahko vplivali na to. Mislim, da neupravičeno, ampak teh 80-90 tisoč, kolikor smo pričakovali iz razpisa te fundacije, bomo pač v tem primeru zagotovili z lastnega proračuna. Objekt, ki bo zgrajen na ključ, bo dokončan prihodnje leto, konec julija. Investicija pa znaša nekaj manj kot 600 tisoč evrov. Dogajanje je popestrila flavtistka profesorica Ana Nuša Juričinec. Temeljni kamen pa so poleg Marka Vogrinca, predstavnika izvajalca gradbenih del Zidarstvo Milan Pintarič, Spodnja Ščavnica pri Gornji Radgoni, položili Zlatko Klemenčič, Alojz Sok ter mlada nogometaša Gal Sagadin iz selekcije U7 in Tijar Sok Tomažič iz selekcije U9. Nogometni klub Ormož se trenutno ponaša z nogometno šolo za mlade upe, pa tudi sicer veliko truda vlagajo v vzgojo mladih nogometašev. Članska ekipa trenutno nastopa v prvi medobčinski ligi in se nahaja na 6. mestu. Cilj jim je preboj na 5. mesto, ki ob zaključku sezone pomeni uvrstitev v ligo za prvaka, kjer bo prvo uvrščena ekipa napredovala v Superligo. Le-ta v naslednjih 2 sezonah je tudi cilj Ormožanov. V 5 letih pa si Ormožani želijo vrnitve v 3. slovensko nogometno ligo. Gradbišče pa je tudi ob športni dvorani na Hardeku. Zaradi gradbenih del so tako ovirane nekatere športne dejavnosti, tudi treningi rokometašev. Tako so čas namenjen treningom združili s treningi ormoškega kluba borilnih veščin. Mlajše selekcije rokometnega kluba Jeruzalem Ormož med počitnicami zaradi gradbenih del na in v športni dvorani Hardek niso imele možnosti upravljanja rednih treningov in zato so se ekipe poskušale znajti na svoj način ter pokrpati luknje v trenažnem procesu. Tako je ekipa starejših deklic gostovala na treningu ormoškega kluba borilnih veščin in si pridobivala nova znanja, ki bodo dobrodošla tudi na rokometnem igrišču. Gostitelji, člani kluba borilnih veščin Ormož, so se prošnji rokometnega kluba z veseljem odozvali ter ob 1,5 ure trajajočem treningu prikazali njihov način dela.
Jaz vedno rad recimo vodim take trening, ker mi je to tako eno zadovoljstvo, da lahko recimo športnikom drugih disciplin, druge zvrsti, to se pravi dejansko igre z žogo, tudi dodamo, bom rekel, vsebino našega športa, ki prav gotovo pri rokometu ni zanemarljiva, ker prav tako je tam potrebna borbenost, da lahko se prebiješ in da potem z žogo prebiješ in dosežeš zadetek. Znoj je tekel v potokih, že po uvodnih 20 minutah ogrevanja. Tudi v nadaljevanju treninga ni bilo popuščanja, a vseeno je ob koncu treninga bilo videti mnogo nasmejanih obrazov. Tako ne, danes ste opravili malo drugačen trening s klubom borilnih veščin Ormož. Pa kako se ti je dopadlo? Super je bilo. Kaj vse novega ste spoznali? Ja, pač kako se pravilno postavite, pa kam moramo boksnuti, pa brcnuti, pa kako. Recimo je razlika v treningu borilnih veščin in pa rokometa? Ja. Zagotovo pa ena stvar, ki ste naredili več kot pa na treningih rokometa. To pa so skleci, trebušnjaki. Ja. Ampak videli pa smo tudi eno stvar, da vam pa manjka kar precej agresivnosti, tako kot na igrišču. Kako to odpravite? Ja, pač v obrambi bi mogli to uporabiti, pa tudi v napade, pač kaj gremo na gol. Tudi sprobali ste se v borbah med sabo, kako je bilo, kar nekaj krepkih je padlo? Ja, pač dobro je bilo. Sergej, ta trening danes je bil namenjen, da povečate agresivnost v obrambi. To vam kar precej manjka. Kaj praviš o tem? Ja, v obrambi se bomo mogli bolj poboljšati, pa v napadi tudi malo. Pa no, glede obrambe se mogoče bojite teh kontaktov, ki so pri rokometu kar močni? Ja. Kako se ti je dopadal danes trening borilnih veščin? Je kar različen od rokometnega? Ja, je različen, saj smo delali več sklecov, pa trebušnjakov, pa vse. Na koncu ste se pomerili tudi v borbah, kako ti je šlo? Ja, meni je izgledalo, da je šlo zelo dobro, za druge pa ne vem. Si mogoče izgubil danes kaj več straha pred kontakti, ko boš igral v obrambi? Ne. To meni, da bo obramba ostala ista kot je, ali bo bolj agresivnejša, čvrstejša? Bolj agresivna. Tako pri borilnih veščinah kot pri rokometu pa trenerji pogosto naletijo na podobne težave, s katerimi se soočajo. Predvsem je otroke strah fizičnega kontakta s sovrstniki, brez katerega pa seveda pri takšnih športih, kot so borilne veščine in rokomet, enostavno ne gre. Zagotovo. Bom rekel, da je mogoče tretjina tistih vpisanih v naš klub, ki imajo recimo tisto v sebi, da se ne bojijo. Dejansko pa se potem s tokom treninga da to ne nekako prezgojiti oziroma pridobiti, da ta strah, to se pravi, da pri samem dejansko, ko že doživlja, da bo dobil udarec, ne trepne z okom, da pogleda, da vidi ta udarec, čeprav ga dobi. To je v bistvu najbolj pomembno, ne da žmiriš in čakaš, kaj bo. Tako da to se da s treningom narediti, ampak to je kar pri nekaterih posameznikih to ni mogoče doseči, pri večini pa je mogoče doseči. Nekaj najnovejših informacij glede kluba borilnih veščin Ormož pa nam je podal legenda kluba Danilo Korotaj. Res, da ni nam uspelo pridobiti zdaj že 2-3 leta, 4 leta, mogoče 4 leta verjetno že državnega prvenstva, zato ker so se pravila v naši zvezi spremenila in organiziramo dejansko samo eno državno prvenstvo in je potem borba za organizacijo tega državnega prvenstva težka in upam, da bomo na sporedu naslednje leto, tako da bodo lahko videli ta šport zopet ponovno v naši športni dvorani. Drugače pa klub dela po ustaljeni tiri, tokrat smo zopet za naslednjo leto treniramo tukaj v telovadnici osnovne šole, kjer so pogoji vsaj zadovoljivi, tako da smo s tem zadovoljni. Dočim klub šteje nekje 60 članov z plačano članarino, dočim treninga pa obiskuje tam nekje med 15 do 25 članov. V tekmovalnih vrstah se zopet pozna menjava generacije, tista stara ekipa, kot se včasih lahko spremljali, od Nuše Štefančič, Jaka Štefančiča, bratov Tomažič, Dejana Kocipra, Pleha, so dejansko šli
po srednji šoli, potem v študije in dejansko smo ostali brez njih. Tako da trenutno nam, bom rekel, tekmujeta v državnem prvenstvu oziroma sta državna prvaka brata Kokol, Lan Kokol in Tin Kokol, pa potem moj sin Nejc, kateri je bil letos tudi na evropskem, edini predstavnik dejansko z našega kluba kot član reprezentance na evropskem prvenstvu v Makedoniji. Vendar tokrat ni imel sreča, bila kar, čeprav je bil nosilec skupine po predlanskem osvojenem drugem mestu v Španiji, ni imel sreče z žrebom in je naletel v prvem krogu na dobrega Angleža, kateri je bil potem delil tretje mesto, tako da mu ni uspel preboj v drugi krog. Tudi v letošnji sezoni borke in borci iz Ormoža upajo na kakšen naslov državnega prvaka. Za konec pa še poslastica za ljubitelje popularne glasbe. Glasbenika Jasmina Dovnik in Primož Kirič sta tudi letos napolnila Belo dvorano ormoške grajske pristave. Letošnji koncert pa je naslovila Če je življenje sreča. Moja želja je tvoja, moja želja se splita v svet besed. Tvoja moja je resnica in je lajn svet. Ljubezni lače si našel meni osmelo, postal drugačen, postal si moj. Le s teboj lahko se smejem, ljubim jočem. Le s teboj sem res jaz, le s teboj lahko živim tako, kot hočem in s teboj obstane čas. Moja sreča je tvoja, tvoja leta so ujeta v mojo dan in z obema se objema nekdo, ki ni več sam, kako te ljubi, tako zelo postal si moj. Vse, kar čutim, je le s teboj. Le s teboj lahko se smejem, ljubim jočem. Le s teboj sem res jaz, le s teboj lahko živim tako, kot hočem in s teboj obstane čas. Le s teboj lahko se smejem, ljubim jočem. Le s teboj sem res jaz, lahko živim tako, kot hočem in s teboj obstane čas. Med prijetnejšimi dogodki v minulih dnevih je bil koncert Jasmine Dovnik in Primoža Kiriča. Gre za mlada glasbenika, ki očarata povsod, kjerkoli se postavita na oder. Tudi letos sta se predstavila z izbranim repertoarjem. Nekaj pesmi pa zapela tudi v spremljavi svojih glasbenih prijateljev. Bas kitarista Darka, bobnarja Marka in klaviaturista Davorja. Primož Kirič pa je predstavil tudi nekaj svojih avtorskih pesmi.
tebi, vendar ne vedoč, da so prinesle mi čudežno moč. Moje dekle, ki si spoznalo resnico vsem in podarilo mi topel objem, kaj bi brez tvojih besed več ne vem, moje dekle. Ko s hrupom mesta se budi, vse ptice iz strehe razpodi in mlečno jutro se razpelje v svetov dan. Spoznam, da lepše ne poznam. Vse, kar z razlogom se zgodi, spontano v srcu se rodi. Zavedno naj ostane ogenj za oba, naj sreča konca ne spozna. S hrupom mesto se budi, vse ptice iz strehe razpodi in mlečno jutro se razpenja v svetov dan. Spoznam, da lepše ne poznam. Vse, kar z razlogom se zgodi, spontano v srcu se rodi. Zavedno naj ostane ogenj za oba, naj sreča konca ne spozna. Moje dekle, ki si mi dala obljube nekoč, stal sem ob tebi, vendar ne vedoč, da so prinesle mi čudežno moč. Moje. Jasmina Dovnik in Primož Kirič prihajata z občine Sveti Tomaž. Z glasbo se ukvarjata ljubiteljsko, sicer sta zaposlena v zdravstvu. Jasmina je zdravnica, Primož je reševalec. Že iz rane mladosti jo povezuje ljubezen do glasbe. Letos je to bil že njun 4. samostojni koncert v Ormožu. Pri organizaciji koncertov jima pomagajo njuna mentorica, ki jima nudi tako materialno kot moralno podporo, in člani kulturnega društva Frank Ksaver Meško, Sveti Tomaž. Koncert sta naslovila Če je življenje sreča, po pesmi, ki jo prepeva Majda Petan. S to pesmijo sta koncert tudi zaključila. Srečno zvezdo robi, če je življenje sreča, ljubezen naj bo srečo lov, naj vedno znova nas zavrti, naj vsem do sreče.
življenje sreča, potem pa sreče ne proda. Lahko zasonijo tisti dobi, ki se pa srečno zvezdo rodi. Če je življenje sreča, ljubezen naj bo srečalo, naj vedno znova nas zavrti, naj vsakdo srečen, ljubljen in vesel naprej živi. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Dobar den! Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi! Tu je center ponovne uporabe, veš, kaj vse moje obleke sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, žulje, pogledaj, kaj so lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi? Si vredi, ne? Ja, te pa tako vredi, kad sem si kufar sobom prinesel, kad ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravila oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v toti stol pašen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in
drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@seatech.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obleko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Gotovo, da je življenje sreča. Odgovor je preprost. S tem pa, da se je treba zavedati, da smo sami kovači svoje sreče. Tako da si naredite lepo in se nam pridružite tudi čez teden dni, pa tudi sicer, kajti vsak večer ob 20. uri pripravimo kaj novega. Hvala za pozornost in srečno!